Živjo in dobrodošli. Ste se kdaj vprašali, če morda obstaja nekakšen univerzalen načrt za čisto vse, kar je živo? No, danes se bomo podali točno na to potovanje. Raziskali bomo ta načrt od tistih najmanjših mikroskopskih celic pa vse do molekul, ki jih poganjajo. Gremo, potopimo se v same temelje življenja. Pa začnimo kar z vprašanjem, kaj točno imamo skupnega z eno samo drobno bakterijo? Mislim, res, če dobro pomislimo, se zdi, da, prav nič, ne? Ampak odgovor je v resnici precej presenetljiv. In razkriva, da si delimo veliko več, kot si mislimo. Pravzaprav si delimo nekaj ključnih bioloških temeljev. V bistvu v svetu življenja obstajata samo dve glavni strategije. Ali si samostojen borec, se pravi ena sama celica, ki dela čisto vse, ali pa si del ene ogromne, superspecializirane ekipe. Okej. Poglejmo si ti dve strategije malce podrobneje. Na eni strani imamo torej enoceličarje. To so pravi biološki ninja bojevniki. Majhni, hitri, popolnoma neodvisni. Ena sama celica poskrbi za čisto vse. Potem pa so tu večceličarji. Ti delujejo bolj kot neko sodobno, živahno mesto. Gre za neverjetno zapleten sistem, kjer ima vsaka celica svojo točno določeno vlogo. Ene so mišične, druge živčne. In preživetje celotnega mesta je odvisno od tega, kako dobro vse te celice sodelujejo. No, zdaj pa se spustimo še en nivo globlje. Ker, veste kaj, ne glede na to, ali govorimo o samostojnem ninji ali o celem mestu celic, na koncu dneva sta na voljo samo dva osnovna, recimo temu arhitekturna načrta za gradnjo celice. Prvi načrt je prokarionska celica. Že samo ime, ki prihaja iz grščine, nam pove vse, pomeni namreč pred jedrom. In to je točno to, kar je. To je celica brez pravega, z membrano obdanega jedra. Ves njen genetski material, vsa njena DNK, Klasičen primer prokarionta, seveda, bakterija. Tukaj vidimo, kako njen celoten genetski zapis, njen kromozom, enostavno plava v citoplazmi, brez nekega posebnega ovoja, brez zaščite. Zasnova je res preprosta, ampak neverjetno učinkovita. Drugi načrt pa je, to je pa čisto druga zgodba, to je eukarionska celica. Ime pomeni pravo jedro in te celice so, bistveno bolj kompleksne. Imajo lepo, jasno definirano jedro, ki varno hrani vso DNK. Pa ne samo to, imajo še cel kup drugih majhnih organov, ki jim rečemo organeli, in vsak od njih opravlja svojo specializirano nalogo. Ko jo postavimo eno zraven druge, je razlika v kompleksnosti res osupljiva. Na eni strani imamo preprostost prokarionta, skoraj kot en sam odprt prostor, na drugi pa tole, organizirano notranje mesto eukarionske celice, polno oddelkov in specializiranih tovarn. Ta preskok od garsonjere do velemesta je bil eden najpomembnejših trenutkov v celotni zgodovini življenja. Da bo vse skupaj še bolj jasno, poglejmo tole tabelo. Torej, jedro, pri prokariontih ga ni, pri eukariontih je. Struktura DNK. Prokarionti imajo en sam preprost krožni kromozom, eukarionti pa več zapletenih linearnih kromozomov. In seveda organeli, te male tovarne znotraj celice, odsotni pri prokariontih, prisotni pa pri eukariontih. Jasno kot beli dan, kaj ne? Zdaj, ko poznamo ta osnovni eukariotski načrt, pa se pripravimo na eno kratko galerijo. Poglejmo si, kako je evolucija vzela ta isti načrt in ga prilagodila za čisto neverjetne raznolike vloge v naravi. Prva postaja rastlinska celica. Najlažje si jo predstavljamo kot majhno, samozadostno tovarno na sončni pogon. Poglejte, ima tole trdno celično steno iz celuloze, ki ji daje oporo in obliko. Znotraj pa so hloroplasti. To so tisti organeli, kjer se dogaja čarovnja fotosinteze. Proces, ki sončno svetlobo spreminja v hrano. Naslednja je živalska celica. In tukaj vidimo ključno razliko. Nima toge celične stene. In ravno zato je tako neverjetno prilagodljiva. Je pravi arhitekt oblik. Ta fleksibilnost ji omogoča, da se razvije v čisto različne oblike z različnimi funkcijami, od dolgih, tankih živčnih celic, ki prenašajo signale, pa do močnih mišičnih celic za gibanje. In ravno ta specializacija je tisto, kar omogoča nastanek tkiv in organov. Pa ne smemo pozabiti na glive. Tudi one so eukarionti in imajo celično steno, tako kot rastline. Ampak pozor, tukaj pride do preobrata.
Njihova stena ni iz celuloze. Zgrajena je iz hitina. Ja, prav ste slišali. Hitina. To je isti material, ki tvori trde oklepe žuželk. Noro, kaj ne? In zdaj še en pomemben poudarek, da ne bo pomote. To, da je nekaj eukariont, še ne pomeni avtomatsko, da je večcelično. O ne, obstaja celo kraljestvo enoceličnih eukariontov, ki jim pravimo praživali. To so res neverjetna bitja, recimo ameba, ki nenehno spreminja svojo obliko, ali pa paramecij, ki elegantno plava naokoli s pomočjo tisočarih drobnih migetavk. V redu, zdaj pa se bomo premaknili na sam rob, na mejo definicije življenja. K ničemu, kar med biologi sproža neskončne, včasih tudi vroče debate. Govorim seveda o virusih. Poglejmo si enega od blizu. To je bakteriofag, virus, ki napada bakterije. Najlažje si ga predstavljamo takole. Je kot popoln, detajlen gradbeni načrt, shranjen na USB ključku. Vsebuje vse informacije, recimo v obliki DNK, ampak nima ne tovarne, ne delavcev, ne orodja, da bi po tem načrtu karkoli zgradil. Je zgolj in samo informacija brez lastne mašinerije. Torej, veliko vprašanje. So virusi živi? Večina znanstvenikov bi rekla, da ne. In razlogi za to so zelo tehtni. Prvič, nimajo lastne presnove, ne znajo sami proizvajati energije. Drugič, ne morejo se razmnoževati sami. Delujejo kot nekakšni biološki pirati, ki morajo ugrabiti živo celico in jo prisiliti, da začne izdelovati njihove kopije. In morda najpomembneje od vsega, nimajo tiste osnovne enote, ki definira življenje. Nimajo celice. Za konec pa se spustimo še na zadnji, najglobljiši nivo. Poglejmo si molekule. Kajti ne glede na to, ali gledamo bakterijo, rastlino ali žival, vse te celice so na koncu zgrajene iz enega in istega osnovnega kompleta molekularnih orodij. Prvo orodje v tem kompletu so ogljikovi hidrati. Ali preprosto sladkorji. To je hitro gorivo za celico, glavni vir energije, ki je na voljo takoj. Ampak to ni vse. Imajo tudi gradbeno vlogo, samo spomnimo se na celulozo, iz katere je zgrajena trdna stena rastlinskih celic. Potem imamo lipide, bolj znane kot maščobe in olja. Ti so dolgoročna zaloga energije, a njihova resnično ključna vloga je v gradnji. Prav lipidi, natančneje fosfolipidi, tvorijo osnove vseh celičnih membran. Torej, gradijo meje vsake posamezne celice. Poleg tega pa lahko delujejo tudi kot pomembni signalni molekuli, recimo hormoni. In vse to nas pripelje do enega resnično neverjetnega spoznanja. Pomislite, kljub vsej tej osupljivi raznolikosti življenja, ki ga vidimo na Zemlji, od najmanjšega mikroba pa do orjaškega modrega kita, je čisto vse zgrajeno iz istih osnovnih kemičnih gradnikov. Ta temeljni molekularni komplet orodij je univerzalen. In za konec pustimo še vprašanje za razmislek. Če je vse življenje zgrajeno iz istih osnovnih opek, torej istih molekul in po enem od dveh celičnih načrtov, od kod potem vsa ta neverjetna usupljivna raznolikost, ki jo vidimo povsod okoli nas? To je vprašanje, ki nas, mimogrede, vodi naravnost v fascinanten sled genetike in evolucije.